Takrat noben, še vključno z nami, ni vedel točno, kaj delamo. Niti ljudje, ki so prišli gledati, niso vedeli, kaj se dogaja. Veliko ljudi nam je govorilo, dobro, ta stand-by. Kaj imaš ti, kaj delaš to stand-by? Ja, kaj stojimo na stand-byju skozi. Tako da noben še ni točno vedel, kaj se dogaja in smo mogli počasi tako prepričati ljudi, ne, pridite, se bo dobro, se bo smešen. Najprej so bili vsi tako, to je kar nekaj. Pol pa počasi in zdaj recimo, 13 let kasneje, se mi zdi, da je to že del neke naše pop kulture, da je to že dokaj normalno, če ti slišiš stand-up komedije, da ti ni to zdaj, da je to nek bolnik, ki je pobegnil iz bolnice. Od kod pa inspiracija za šale iz življenja svojega ali življenja svojih kolegov? Večinoma iz kolegov, ja. To bi bila kraja. Ja, ne, vsi po mojem črpamo tako iz svojega življenja, oziroma hočemo biti, tako si najbolj originalen, če govoriš o sebi, to v bistvu potem noben ti ne more tega vzeti, ker je tvoje življenje samo tvoje.